se slišimo. Lep pozdrav vsem uporabnikom Roga, vsem, ki nas spremljate preko frekvence Rogovileža in vsem, ki nas spremljate trenutno preko valov Radia Študent na 89,3 MHz. Pravkar bomo pričeli s pripovedovanjem pravljic, zato vas vse lepo vabim, da se nam pridružite v tovarni Rog na dvorišču desno, kjer se bo danes vrstilo kar nekaj špikarjev, natančneje 4 špikarji Radia Študent, ki bodo pripovedovali pravljice, kot gre tudi tradicija Radia Študent. Nikoli niste prestari za pravljice, zato vabljeni malce bližje na dvorišče desno, da prisluhnete tudi naslednji pravljici, ki nam jo bo povedala Tatjana, in sicer o levjih brkih. Kar nekaj živali bo danes se kle še zvrstilo, tako da... Moja pravljica prihaja iz Egipta in se imenuje Levji brki. Nekoč je bila ena lepa mlada ženska, ki je imela skoraj vse. Imela je eno veliko hišo, ubogljive služabnike, imela je polno omaro čudovitih oblek, lahko se je vsak dan zmišljevala, oziroma vsake pol ure se je lahko preoblačila. Imela je pa tudi polno shrambo dobrot, tako da se je tudi tam zmišljevala. Je pa imela nekaj oziroma nekoga, ki ni bila čisto zadovoljna. Namreč bila je poročena z moškim, ki je bil znan kot kričač, nergač. Mislim, bil je tako vzkipljive narave, da je svojo lepo mlado žensko, oziroma ženo, za prazen noč jo je klopnil. In ker je tej lepi mladi ženski bilo vsega že dovolj, se je odločila, da mora nekaj narediti, se mora nekaj spremeniti. In je začela razmišljati, kaj lahko sploh naredi. In se je spomnila, da je v sosednji vasi en star modrec, ki dela, pa je, ko je vsaj slišala, čudežne napoje. Take napoje, ki spremenijo značaj človeka. In se je odločila, da še isto popoldne gre v sosednjo vas, gre k staremu modrecu, vprašati za ta čarobni napoj. In ko je prišla k staremu modrecu, mu je rekla: dragi modrec, jaz sem slišala, da ti delaš čarobne napoje, taki, ki lahko spremenijo tudi značaj mojega moža. On je res grozen, vzkipljiv, ves čas nerga, nič mu ni všeč, jaz več ne morem z njim živeti. Daj povej, a mi lahko to narediš, ta čarobni napoj? Stari modrec je pogledal in je rekel, ja, lahko. Sam, zdaj, če boš hotela ta čaroben napoj, potem mi moraš prinesti 2 levja brka. Mlada ženska ga je pogledala in si rekla, nič lažjega, ja, že jutri ti prinesem ta 2 levja brka, prav. Stari modrec je pogledal in rekel, ja, prav, se vidva pol jutri. In je šla domov. In že, ko je hodila domov, je že razmišljala, kdaj bo krenila pač po ta 2 levja brka. Namreč nad vasjo, kjer je živela, torej mogla se seveda uspeti kar na en velik hrib, tam je živel en star lev v eni votlini in je tam ždel. In je seveda spakirala v svoj ruzak, ki dala enega tazga sočnega jagenjčka pa eno flašo vode in se še isti večer napotila k levu. In je hodila in mogla kar hoditi 3 ure, ni bilo tako enostavno priti do tega leva. In ko je prišla tja, si je takoj vse pogledala na levo, desno, da je ugotovila oziroma videla, kako se ta lev giblje, čeprav je bil star, je vsem hodil ven iz te votline. In je potem pred novo votlino na grmovje zvezala tega mladega jagenjčka in je zagledala in iskali luknjo in je tja nalila vodo in se skrila in je čakala. In seveda lev ne sam, da je imel, da je dober vonju, ampak je tudi dober slišal, kljub temu, da je bil kar star. In je slišal tam cvilt nekoga, oziroma to je bil jagenjček, je prišel ven, ga je z enim zamahom pokončal, pol ga je v 3 grižljajih po hrustu, je malo naokoli pogledal, videl tam vodo, je še tisto vodo spil.
Mlada ženska čakala ti prav trenutek. Čakala je 15 minut, tako nekako. In potem je čist počas je stopila do leva, je vzela njegovo glavo v svoje roke in jo je začela božati. In je božala in je lev začel brundati, tako kot medved skorda. Tam je, v njemu je pasal. In potem mu je ta ženska začela še malo prepevati. Nina, naša sina spi, da je noč ne zbudi. Nina. In te je to zapela. In seveda medicina potonila ostanec nekaj tega na prvi prst. In se je začel lev neki tam pritoževati, spujati in spet začela govoriti. Čist nežno. In mu je seveda še enkrat tisto uspavanko odprej. Nina. In je spet lev v tonu uspanci in je potegnila drug brk. In zdaj je lepa mlada ženska imela dva, ampak se je lev spet začel tam neki pritoževati in mu ga je še bolj pobožala in še za ušes in ga je malo počohala in pol še tudi šla na vrat, skratka. Tam je bil pa lev gotov. Je tako zaspal, kot da bi bil v komi, ampak je bil še živ. In to je bil trenutek, ko je ženska hiter s tistima dvema levjima brkoma, ne da je hodila, ona je tekla, ona je letela dol. Mislim, to je komi čakala, da prije domov, komi čakala, da se naredi jutro, da gre ona do tega starega modreca. In ko je prišla domov, ni mogla niti za 5 minut zaspati. Zjutraj, takoj ob 7, je hitela v sosednjo vas k staremu modrecu, je prišla tja, se je na ves glas smehljala, je gledal star modrec, mu nič ni bilo jasen, kaj se zdaj ona tam reži. Ona pa molila tista dva leva brka, reka, mam leva dva brka, evo, lej, zdaj pa prosim, čim prej mi naredi ta čarobni napoj. Je gledal starc, modrec. Se je začel režati, rekel, ja, mlada moja ženska, pa lej, če si enega leva ukrotila in si mu izpolila 2 levja brka, ja, boš pa ja ukrotila svojega moža. Hvala.